Zdaj v drugem delu smo vam želeli, bomo rekli, podkrepiti to problematiko urbanih okolij z dvema primeroma. In kot prvo smo k sodelovanju povabili priznanega novinarja AMZS Slovenije, torej revije Motorevije, kjer so v sodelovanju z drugimi partnerji prav v letošnjem letu objavili dosta obširno raziskavo, kako gumeni delci, torej pnevmatike kot take, prispevajo k problematiki mikroplastike v okolju. Zdaj, mogoče sem še bom tole podelila. Opa, se opravičujem. Takole, da mogoče samo ponovim, če pogledamo delež, ki ga promet oziroma transport kot tak prispeva k mikroplastiki v okolju, je sorazmerno visok. Pnevmatike kot take naj bi prispevale tudi do 24%, medtem ko te cestne oznake pa potem ob spiranju obrabi tudi nekje 7%. In zato, kot pravim, smo k sodelovanju povabili gospoda Gregorčiča, ki pa se nam je v zadnjem trenutku moral žal opravičiti zaradi nujne poti v tujino. Namreč trenutne razmere tudi v letalskem prometu znotraj Evropske unije so zelo kaotične in se mu je v bistvu iz danes na jutri prestavil letalski let, in je moral že danes tudi potovati. Ampak nam je gospod Jure vseeno pustil eno video sporočilo in pa poslal nam je tudi nekih 5 drsnic, ki jih bomo kasneje tudi objavili na spletni strani, si jih boste lahko pogledali. Smo pa povezavo do te njegove raziskave oziroma članka tudi objavili tukaj v tej naših drsnicah, torej tukaj tudi tu spodaj. Mogoče pa vseeno preden ta nagovor gospoda Gregorčiča pokažem, v bistvu, kaj je tukaj smiselno izpostaviti. Motorni izpusti kot taki, med katerimi imamo tudi kar precej škodljivih produktov, ki nastajajo pri izgorevanju goriva, tudi sajasti trdni delci. Vsi ti motorni izpusti so na področju pri avtomobilih, rekla, pod strogim nadzorom. Medtem ko pa gumeni delci, torej delci, ki se med obrabo pnevmatike sproščajo, pa v bistvu ne, čeprav po drugi strani zdaj, ko se spoznavamo s to tematiko, vidimo, da leta tudi ne izpuhtijo, ampak ostanejo in se nalagajo ob cestah in tudi v okoliški naravi. In AMZS raziskava z različnimi partnerji je ugotovila, da seveda je zelo pomembno, kako vozimo, na kakšnih cestah vozimo in pa kakšne pnevmatike uporabljamo. Ena izmed ključnih spoznanj njihove raziskave je bilo, da večje pnevmatike se bolj obrabljajo, torej bolj prispevajo k tvorbi gumenih delcev, in pri tem so tudi izpostavili, da manj učinkoviti v tem oziru so tudi električni avtomobili, čeprav imajo manj izpuhov, pa imajo težavo predvsem zaradi visoke ali pa večje lastne teže in pa obilice tega motornega navora, in zato se pnevmatike bolj obrabljajo. Seveda na obrabo pa vplivajo tudi značilnosti cest, torej kakšna je površina, kakšno je vreme in pa seveda kako mi vozimo. In zato nas tudi s to raziskavo nas kot voznike ali pa mogoče vas kot bodoče voznike predvsem nagovarjajo v tem smislu, da je tudi iz okoljskega vidika, ne samo varnostnega, res smiselno, racionalno voziti, kar se tiče agresivnosti, impulzivnosti in pa hitrosti, torej veliko pospeševanja, močno zaviranja, vse to prispeva k večji obrabi pnevmatik, in tudi zelo popularno driftanje, pri mladini je eden izmed pomembnih virov tvorbe teh gumenih delcev. In ne samo na avtomobilih, tudi na kolesih, motorjih in vseh prevoznih sredstvih, ki uporabljajo
gumene pneumatike. Mogoče še bi to izpostavila, no, kot eno izmed pomembnejših spoznanj te raziskave, je pa to, da čeprav so ti gumeni delci obremenitev za okolje, ker se nalagajo v naravi, pa so v bistvu ti delci, ki nastanejo, vseeno preveliki in pa pretežki, da bi lahko v obliki aerosola kakorkoli prodrli v naša dihala, v pljuča. In celotna zmes tega gumenega prahu, lahko rečemo, izpod koles, zato zaradi svoje teže precej krajši čas lebdi v zraku, kot ti nevarnejši sajasti delci. In zato tukaj bolj govorimo o problematiki kopičenja v okoliških ekosistemih in pa izpiranja, posledično izpiranja, kot pa mogoče potencialnemu kopičenju v naših dihalih. Zdaj pa mogoče čas, da še delim Juretov pozdrav in bi se vam še jaz osebno v njegovem imenu opravičila, ker je do takšne situacije žal danes prišlo. Dober dan, pozdravljeni vsi skupaj. Moje ime je Jure Gregorčič, sem avtomobilski novinar, Motorevije, zaposlen v Avtomoto zvezi Slovenije. Najprej se vam moram opravičiti, ker danes žal ne morem biti z vami, ampak tako je delo novinarja. Pač, ko se zunaj na terenu stvari dogajajo, moramo zapustiti pisarno in iti, ne glede na vse ostale zadolžitve. Skratka, v naslednjih minutah boste lahko pogledali, kako pereč problem je onesnaževanje z gumenimi delci pri pneumatikah, ki jih uporabljamo na naših avtomobilih, kolesih, gradbenih strojih, tovornjakih, skratka vse povsod. In ob tem bi vas rad zaprosil, da ko boste vozniki, ko boste vozili svoje avtomobile, vozite umerjeno, defenzivno, ker vsako driftanje, vsako speljevanje, vsako puščanje črnih črt na asfaltu pušča tudi gumene delce, ki se nato iz cest sperajo v naravo in od tam v žive organizme in ne nazadnje tudi v naše telo. Kar se tiče gumenih delcev, seveda so večji kot tisti najbolj nevarni onesnaževalci v prometu, govorimo o sajastih delcih. Gumeni delci sicer ne zajedejo neposredno v pljuča, predstavljajo pa veliko obremenitev za vse okolje, okoli avtocest, cest in vse posod tam, ker se ljudje vozimo. Samo nemški vozniki na svojih osebnih avtomobilih na leto izgubijo več kot 80.000 ton gumenih delcev, kar pomeni res veliko obremenitev za okolje. Hvala lepa za pozornost.